Danes imam spet eno zanimivo temo in to je vrtnarjenje. Z mano je Jan, iz TikToka poznan kot Janov vrt. On ima tukaj velik vrt, vama ga bomo malo pokazala. Pa Jan bo še kaj povedal. Tako da potem bom pa še intervju z njemu naredil, veliko dobrih nasvetov bo dal, veliko zanimivih stvari bo povedal, ker sem dobro vprašanje sem si pripravil. Tako da zdaj pa imamo pa kar pogledati tale vrt. Tole, Jan, kaj praviš zdaj tole? Tole je koromač, mogoče komu nepoznana zelenjava, tudi jaz na začetku še prej nisem nikoli slišal. Tako da koromač, malo specifičen ima okus, tako da vsi ga glih ne marajo. Kakšen pa je ta specifičen okus? Težko ti ga opišem. Tak, malo bolj močan okus ima, no. Meni je drugače všeč, mogoče bi ga kdo dodal kot začimbo skoraj. Se meni všeč, no, za dodati kakšno rižoto recimo. Mi je super, no, za dodati. Super, se pravi, pol tlele imaš vse sorte je videti. Tukaj je... Tole je... Tukaj imamo blitvo, tukaj na začetku je bila nadzemna koleraba, ki zdaj sem že pobral. Tam bi mogel biti brokoli, veliko cvetače, govorimo o kapusnicah, pa v bistvu so mi polži, po moje 150 sadik pojedli, žal. In tudi te sadike se vidijo, so v nekem stresu in že, bom rekel, hočejo v cvet, tako da brokoli cvetače ne bo nekaj veliko, no, žal. Tale rdeča solata, kaj je pa to za ena zadeva? To je pa v bistvu navadna, kot da bi rekel zelena solata, sem da je pač rdeče barve, nič posebenega, Lolo Rosa se imenuje sorta. Je pa, če govorim po zeleni, je pa Lolo Bionda recimo sorta, ki je, bom rekel, isto sem da je pač zelena solata. Ko še tukaj malo te tvoje rastlinjake pogledamo, kaj imaš? Tukaj v rastlinjakih je najbolj med plodov, tukaj na sredini imam paradižnike, ob strani stročji fižol, pa imamo peso. Je v drugih rastlinjakih pa ob kraj še, bom rekel, še druge plodovke, kot so paprika, melancani, kumare imam tudi noter, tako da ja. V rastlinjaku imeti tak najboljš plodovke, na začetku sem imel zelo veliko, tudi je bila berivka, špinača, redkvica, tako da bom rekel, v rastlinjaku začnem ponovadi vedno sezono, torej da sem prej na trgu, da imam hitro zelenjavo. Pa gre pa tisto ven in, bom rekel, tam začetek maja gre pa že not plodovke, tako da zdaj jih bom počasi že začel pobirati. Super. Evo, gremo še dol malo. Tamle vidim pa čebulo. Tukaj na najni desni je mlada čebula, nekaj imamo tudi navadne čebule, čist na zadnji gredi je por. Se v bistvu je vrt tako sestavljen, tukaj je v bistvu vsa čebula, zato ker imam cel vrt je razdeljen na 8 blokov in vsak blok predstavlja neko svojo družino zelenjave in tukaj so lilijevke, torej čebula, por, česen. Pridelujem na tem bloku in potem imam tak kolobar, da bom to v bistvu potem zamenjal. In ja, imam 8-letni kolobar, zato ker je 8 blokov na vrtu. Aha, se pravi, te bloki imajo neki smisel, se pravi, nekaj menaš na enem bloku, ena vrsta zelenjave, na drugi druga, točno določena po mojem in pol vsak let to menaš ali kako? Ja, tako. Zdaj, če čist posplošim, v bistvu je eno leto zahtevna družina zelenjava gor in naslednje leto je manj zahtevno, da se zemlja malo odpočije. Dodajem vsako leto kompost, ampak v bistvu tako menjam, no, da če je nekje zahtevna rastlina, bo drugo leto recimo glih tukaj, ki je čebula, je bolj zahtevna rastlina, drugo leto tukaj ne bo čebula, ne bo neka, bom rekel, manj zahtevna rastlina. Gremo še malo dol nižje, olejte, dragi gledalci, tole pogledajte, kako lepo čebula raste. Tole je pa fižol najbrž, ali imam mnenje? Tole je pa bazilika. Bazilika, ja. To je letos prvič, bom rekel, da sem šel malo še v zelišča, ker so mi zanimiva za delati šopke, zraven za ponuditi restauracijam, tudi strankam. Tako da imam baziliko, peteršilj, drobnjak. Tam odzad je pa malo še borovnice, sem rekel, da v meni del namenil borovnicam. So to te ameriške borovnice? To so ameriške, tako da bo glih zdaj bom začel počas pobirati. Tukaj imamo pa še 3 grede korenja, odzad 2 gredi graha, pa 1 greda solate, ki bo že v bistvu šla že v cvet, ki je zdaj že malo prevroče, pa že dolgo je not, tako da gre tisto ven in pred zasadim nekaj drugega naprej.
Drugače pa tele rastlinjake, ki imaš, to ti sam delaš in tudi prodajaš, ne? Tole sami delamo, bom rekel, zvijamo, sestavimo, dostavimo, zmontiramo tudi po želji. Tako da ja, to pač delamo, na voljo je več modelov, en je osnovni, ki so ga tam čisto v vodu, mogoče pokazalo, odzad je malo drugač dizajniran. Ta je pa že malo drugačen, bolj mogoče tudi trpežen, ko ima še diagonalo, slemensko cev. Tega se da dvigniti za 50 cm, tako da se da tudi više rastlino vzgajati. Tako da so ja, različni modeli, prodajam pa tako konstrukcijo tudi, bom rekel isto kot je ta rastlinjak, je pa za protitočno mrežo. Torej, ko zdaj imamo zadnje par let, je kar tale toča postala, bom rekel, problem. Tako da se pravi, da sem zatočen, kaj pol mreža gor ali kako? Gor gre samo mreža in tudi čist se zapre z mrežo, ker kdo tudi ne želi, da bi šla mačke not, karkoli, čeprav mačke hitro najdejo pot, no, ampak je mreža skozi okrog konstrukcije. Rečemo, koliko je dolg tale rastlinjak, ki ga zdaj tlele sem pokazal? Tale moji so vsi 15-metrski. 15. No in koliko rečemo takale zadeva košta, da ti pripeleš, zmontiraš, postaviš vse komplet, se pravi na ključ? Približno. Zdaj je pri osnovnem goriva pa tam 1200, pri temu z nadgradnjo govorimo pa že tam 1800. Kaj je to nadgradnja? Nadgradnja je torej, imaš vrata, tisti čisto osnovni ima malo drugačen vstop, pa malo bolj enostavanje. Z nadgradnjo je pa torej, da ima slemensko cev, da ima diagonale, da je dvigen, da ima klele zaključna vrata, to je potem z nadgradnjo. Se pravi, ta z nadgradnjo samo vrat nima, po mojem? Ja, tako. Zdaj gledava, glih nima vrat, ker jih zdaj nisem dal, ki tako je poletje, je prevroče in raj vidim, da se to lepo zrači. Pol v jesen bom dal pa tukaj vrata, da bom imel pridelavo tudi čez zimo. Super. Najdete pa ljudje Janov vrt.si, janov-vrt.si, spletna trgovina. Ali pa če v Google sem Janov vrt. Ali pa sem napišel Janov vrt, se me najde. Ene čvrt so pogledala, zdaj se bo pa še vsela, pa bova malo se pogovarjala o vsem tem. Vrt morate priznati, da ima super urejen in to tudi ni tako majhna zadeva. Ga bomo tudi malo vprašali, koliko časa mora temu nameniti, če mu kdo pomaga in tako naprej. Tako da gledajte naprej, obeta se zanimiv intervju in seveda, če so vam moji intervjuji všeč, se naročite na moj YouTube kanal, popolnoma brezplačno. Vmes tole, ki gledate, lahko naredite. Kliknete sem na gumbek, naročite se, pa potem še zvonček. No, lejte, tole so pa ameriške borovnice, tudi pri nas doma jih imamo in tole, ki zraste, je zelo, zelo dober. No, Jan, bova zdaj midva kar nadaljevala. Vrt so si pogledala, neke osnovne stvari si povedal. Zdaj veš, kaj me na začetek zanima, ne? Kako si se sploh odločil za tole vrtnarijo, pa da to prodajaš? Imate doma kmetijo mogoče, ali je to čisto tako prišlo iz sebe? Doma imamo samo en vrt, babica je zmer vrtnarila, obe babici. Doma vrt, recimo 200 kvadratov, tako da zmer je bilo to treba vsako leto štihati, pa kaj tako narediti. Nisem pa nikoli, bom rekel, da bi res pomagal. Nekaj pa z veseljem šel delati, sem pa pomagal, no, kar je bilo treba. Pri meni se je začelo pa tako, da sem v bistvu kar na YouTubeu videl vrtnarja, predvsem iz Amerike. Tukaj govorimo o tržnih vrtnarjih, kjer je malo drugačne metode se uporabljajo, drugačen način prodaje in mi je bilo všeč, kako izgledajo in grede obdane s kompostom in sekanci na poteh in kako, bom rekel, obdelujejo te grede, vse je bilo ročno obdelano, tudi nisem nek ljubitelj strojev, freze, neke mehanizacije. Tudi način prodaje je drugačen, tukaj govorimo o tedenskih zabojčkih, tedenska gajbica, kjer imaš ti redne stranke, redno nekako vnaprej veš, koliko boš prodal, kakšen volumen boš, bom rekel, obrnil. In tudi lažje v bistvu, nisi ali pod stresom, ali kakorkoli, da ti bo pridelek recimo stal. Tako da jaz že zdaj vem, da približno bom vse v sezoni prodal, lahko je kakšna, ne vem, pri kakšni zelenjavi, kakšno boljše leto ali pa slabše, ampak načeloma vem, no, da bom prodal, tako da no, to vse
je pripeljalo do tega, da mi je bilo tudi tako zanimivo, da sem se dejansko lotil in zdaj levo je to 3. sezona moja. No, da bojo gledalci vedeli, ti imaš spletno stran Janov vrt, so to že povedala, in tam se lahko naročijo na to gajbico, ki dobijo enkrat na teden. Kakor sem jaz to bral, ti en dan prej pošlješ SMS in oni pol potrdijo. Pošlješ SMS, kaj je noter, oni pa pol potrdijo, ali jim pripeleš ali ne. Tako. Kdaj lahko tudi kaj spremenijo, če kaj ne marajo. Ja. Sem načeloma, zdaj imam 25 strank in pač vsak teden pošljem, pa 2-krat na teden zdaj dostavljam, ker mi je lažje logistično, sem si malo razdelil. Tako da 25 strank imaš? Ja, zdaj. Sem mislil, da jih imaš več. Ne, zdaj jih je 25. No, koliko ti pa kapacitete tu omogoča, koliko bi lahko še strank? Najbrž še 100 jih ne moreš prejeti. Ne, jaz bi rekel 30, recimo 30, 35. Je tudi res, da parkrat, oziroma do zdaj še ni bilo sezone, ko bi res vsako gredo zasadil tako, kot bi jo hotel. Zmer je bilo nekaj ali prišlo vmes ali nekaj mi ni ratalo. Tako da bom rekel, se še ne učim, bom rekel, ta krivulja učenja je še poteka, da naštudiram vsako zelenjavo, kako jo vzgojiti. Tako da imam še nekaj, bom rekel, prostora za rast. Sem zaenkrat se raje odločen, da še kakšno gostilno sprejmem, ker tam je pa več. Tam je več, se lahko proda, ampak je mogoče drugačna, ni taka obveza, no? Ker če jaz rečem nekomu, bom dostavljal vsak teden, moram imeti zelenjavo, gostilni pa lahko rečem, ta teden nekaj imam, nekaj nimam, ne? In mi je mogoče lažje zaenkrat še to, sem počas pa tudi dodajam, no, stranke. Super. Prilagajam sezoni, no. Sem tole bom odrezal, tole vidim, da se maja, zato ker veter piha. In pol trese telefon, in bom jaz sem takole naredil, pa da imamo rešeno. Mogoče še enkrat, če... Ne, to bom samo odrezal ven. Pa bom zletil. Ne, da ne bo še treslo, kaj je še malo dol. Ne, ker zdaj je pa tle ker prej je bilo na telefonu, zdaj je pa tle okej. Pa Se pravi, fizičnim osebam pa gostilnam tole dostavljaš, se pravi, no, to me zanima, a to čisto sam delaš ali ti še kdo pomaga? Prvo leto sem čisto sam, oziroma čisto sam. Saj ta cel vrt ni nastal samo, da bi jaz to vse naredil, je bila družina, prijatelji, vsi vključeni, ampak prvo leto sem večinsko sam delal na vrtu. Zdaj lani, to je bila 2. sezona, sem imel že enega študenta, mi je pomagal enkrat, 2-krat na teden. Z letošnjim letom oziroma z aprilom sem pa očeta zaposlil, ki on tudi, no, bolj za rastlinjake sem ga zaposlil, ampak veliko mi tudi pomaga zdaj na vrtu. Tako da v bistvu mi on pomaga, pa jaz. Share biznis. Kako pa, mislim, kaj ti je pa boljš biznis, rastlinjaki ali ta zelenjava? Po prihodkih ali... Po prihodkih. Po prihodkih sigurno, rastlinjaki. Mislim, tudi najbrž več ostane. Več ostane, pa zelenjava je res, bom rekel, fizično intenzivno delo. Moraš biti tukaj, moraš delati v vsakem vremenu. In lažje zaslužiti mogoče 200 evrov z rastlinjaki, kot pa za 200 evrov zelenjava prodati, ker to je že kar velik, ne. Pa to, kar kriviš sam te loke, mislim, to ste doma že prej imeli kakšno tako firmo, se s tem ukvarjali, ali si to čisto sam začel? To sem čisto sam začel. V bistvu jaz sem prvo leto, ko sem z vrtom začel. Na začetku je bilo, bom rekel, Janov vrt, je bil dejansko, to bo vrt. Potem pa sem dizajniral rastlinjake malo drugačne, take, kot imajo tudi Američani, sem si take želel. In ker jih ni bilo pri nas za dobiti, sem, bom rekel, po naročilu dal loke zvit, vse dele dobil in ko sem jaz smo ta enkrat skupaj, sem rekel, zakaj ne bi ponudil še drugim. Od nekdaj me je tudi podjetništvo zanimalo, tako da nisem se omejeval, bom rekel, zdaj bom pa sem zelenjavo prodajal in vedel sem, da zna biti zanimiv izdelek, tudi rastlinjak. Tako da sem pol še rastlinjake ponudil in pač zdaj pol sem dodal še kavle za paradižnik in bom rekel, bom šeril ponudbo, kakor bom sam mislil, pa kakor mi bojo izdelki zanimivi. Gre pa večinsko za izdelke, recimo glih kavljih, se jih pri nas nikjer malo prodajno ne dobi. To je to, kaj je za paradižnik? To je za paradižnik,
obesiti gore. No, zdaj imam vprašanje, če se da s tem preživeti, ampak zdaj, če si še očeta za poslu, verjeten je odgovor da, ne? Ja, če pogledamo, bom rekel, obe Ja. panogi, ne, rastlinjaki in zelenjava, ja, se da, ne, seveda. Zdaj pa pri zelenjavi je tako, da marsikdo bi mislil, da na teh mojih 1000 kvadratih vrta, da to ni šans, da se preživi, ne, če bi kdo rekel, nekdo je kmet na 1000 kvadratih, bi rekel, da se ne da. Zdaj mogoče lahko kar direkt cifro povem za občutek. Bom vesel, če boš. Torej, jaz imam 48 gred Ja, in vsako gredo želim zasaditi v povprečju 2,5 krat. ja. In na vsako zasaditev želim narediti v povprečju 150 evrov. Torej, klej recimo koren in klej iz tega želim narediti 150 evrov, pa še 1,5 krat moram za njim nekaj posaditi. No in tu nanesel 18 000 evrov recimo na tej kvadraturi in če bi jaz samo to delal, bi tudi zmožen bil to vse obdelati. Aha, vse komplet bi ti 18 500 evrov prineslo. Stroškov je bilo pa na začetku je bilo veliko, da govorimo od 10 do 15 tisoč, seveda je pa odvisno, kaj oseba že ima ali kaj nimaš. Zemljo sem recimo zastonj dobil, sem pa vrtno lopo postavil, pa je 1000 evrov, pa 2 rastlinjaka, pa je še 2000 evrov, pa dal sem 1000 evrov za kompost, tako da v bistvu se vsak v svojemu nekemu kontekstu mora videti, kakšen je začetni vložek. No, zdaj pa, če govorimo pa o vložkih vsako leto, je pa recimo 3000 evrov za seme, druge stvari. Bi rekel, 15 pa ostane. 15 ostane. No, samo moraš računati tvoje dajatve, ki si imaš SP, ne? Ja, zdaj, zaposlen si ti, ne? Jaz sem zdaj z SP-jem, ja. Če bi pa samo zelenjavo, ne bi rabo SP-ja. Tudi tukaj ni davka pri zelenjavi, tako da bom rekel, od 15 000 evrov ni, da bi še kaj dal. Bi pa rabo, če bi hotel biti samo kot zaposlen v kmetijstvu, je potem, moraš biti še dodatno zavarovan, mislim, da pride okrog 300 evrov, potem na mesec bi mogel še to uračunati, ne. Ampak ti to delaš celo leto, ne delaš zelenjave, a to te gajbice dostavljaš tudi po zim, rečemo imaš v rastlinjaku ali kako? Gajbice približno za 30 tednov. Za 30 tednov. Da res rečem, da redno dostavljam. Potem pa je ponovadi na 14 dni, recimo zmanjšam, pa kdaj sem kakšnim bližnjim strankam še napišem, ko je res zima, ko res ni zelenjave, ne, pa jim napišem. Tako da skoraj bi lahko rekel, da prodaje čez celo leto, no, ampak se seveda zmanjša čez zimo za 20%, kar je v tej večji sezoni. No, v glavnem jaz sem mislil, da se tu malo več zasluž, ne? Kar pa seveda pomeni, da si priden, da tu delaš, ker po mojem večinoma ljudi starih tvojih let bi rekel, tu se pa ne splača, ne bom jaz za 15 ur delal, ker tu najbrž ne delaš 8 ur na dan, tu jih delaš malo več, pa malo skrbi imaš, ne? In bi vsak rekel, grem jaz rajkele v Krko na šiht, pa bom 2 ure, 3 efektivno delal, pa... Mislim, že to je dobro, da sem, bom rekel, šel še v rastlinjake, iščem priložnosti naprej, mogoče tudi za druga podjetja, kakšen članek, tu je letos bolj, no, kakšen članek napišem ali pa ne vem, kakšne vsebine delam prek na Facebooku, Instagramu. Tako da ne vem, so neke priložnosti, ki se z vrtom odpirajo, tako da če si odprt do tega, da boš mogoče tudi predstavljal vsebine, tudi neke vsebine brezplačno delim, nasvete dajem, tako da to prinaša mogoče še neke priložnosti za naprej. No, saj sem te hotel s tem pohvaliti, ne, tako da boš prav razumel. Je pa tako, kot si rekel, če nič ne delaš, ne bo nobena priložnost prišla. Ker zdaj ti tudi, ko delaš, marsikatera človeka spoznaš. Imaš stik z nekim ljudmi, ne vem, mogoče en pameten podjetnik, pa malo podebatira, tako mu prineseš tisto gajbico, pa ti kaj pametnega pove. Če pa doma igrice igraš, tam pa od nobenega ne boš pametnega zvedel, tako da... Sem mogoče zanimivo, da nikoli nisem šel, pa nikoli nisem bil v službi. Jaz sem še direkt iz študenta to delati, ker ne vem, ni mi bilo blizu, da bi ali za nekoga delal ali tako, no, bom rekel. Veš, zakaj sem jaz sploh idejo dobil, da s teboj intervju naredim?
Zaradi tega TikToka, ki si ful dobrega začel, kako zaslužiti glih to 18.000 evrov, najbrž je bilo. Ja. In fino si pozornost ljudi dobil, ki so zdaj pričakovali, ne, da boš ti zdaj povedal eno zgodbico, kako enostavno brez dela zaslužiti 18.000 evrov. Ne. Potem si pa lepo z vrtom naprej začel, se nimam v spominu, koliko je mun video ogledal, ker to je že kar nekaj časa nazaj, ampak vidiš, zapomnil sem si ga, ne. In sem rekel, vidiš, hvala Bogu, da obstajajo še taki ljudje, da nekaj pametnega promovirajo, ne samo neke nategance, ker tisti zaslužki, verjetno se strinja z menoj, Ja, je to. vse skup nategancija, ne. Nema hleba bez motike, pravijo naši južni bratje, tako da to malo drži, čisto morda ne drži, da je treba tudi kaj z glavo narediti, ampak definitivno pa, jaz sem star 53 let, pa sem tudi že, bom rekel, od mladega podjetnika tudi očem v podjetništvo. Poznam ogromno podjetnikov in lahko rečem, da noben mu ni ratalo brez dela. Vsi so mogli fejst delati, sej nekateri ima zdaj ful velik, bo kdo rekel, ja, sej je ful delo, ampak ful velik ima, ja, ampak to je res. Ampak ne poznam pa človeka, da bi z mal dela prišel do nekega bogatstva. Toga. Jaz ga ne poznam, mogoče kakšen obstaja, če obstaja, so zelo, zelo, zelo redki, tako da je tako pač, mislim, da je tako, no. Se upal trditi glede na moje izkušnje, ker sem že časa v tem, nisem 2 let, pa da bi rekel, da pol vse vem, ne. Zemljo praviš, da si zastojn dobil, ampak če kupiš njivo danes, koliko pa košta kvadrat? To je bilo včasih čisto poceni, zdaj se je malo podražilo, ampak ne vem, brat me enkrat omenil nekih 8 evrov kvadrat. Pa bi rekel, da še manj. Ne. Ja. Zdaj, gost sem enkrat nekje, ampak to je že 10 let nazaj, 30 centov kvadrat gozda je bil. Ne. Mislim, si rečeš, da grem na kofe in en kofe v lokalu je vreden 5 kvadratov gozda, rečemo. Sicer dokler v gozdu ne delaš, ne veš, kako je tu težko in zdaj gozd, če ga imaš tam leka gledava tele hribe, je mogoče, da dobiš firmo, da ti les ven potegne, ti bo una več zaračunala, kakor je les ureden, tako da ni to tako, tudi ne enostavno, ampak zanimivo, tako da je priložnost, in pravijo, da bo neka kriza prišla, da bomo lačni, ti lačen sigurno ne boš sigurno predelal tukaj zase, tako da... Si pa mogoče kdaj razmišljal, namreč tu sem jaz razmišljal, v enem videu sem povedal, nisem ga javno objavil, imam uno pod privat videe. Veš, kaj jaz razmišljam? Zdaj smo sicer brez denarja, čisto v firmi, ki smo še nekaj, lansko leto smo kupili 3 apartmaje na Golteh, letos smo 2 v Topolšici, smo se tudi zakreditirali in smo res čez brez denarja, ampak sem prišel do prvega denarja, imam pa namen kupiti eno kmetijo in bom dal ljudem možnost, da se brezplačno hrano pridelujejo. Oziroma bom dal tudi možnost, naj neko društvo ustanovijo ali tako, kot ti praviš, da nekaj tam plačuješ, pa tudi zaradi mene naj hrano prodaja, pa ni treba nič mendati. To bom pa naredil zato, ker čem tudi malo dokazati, da vsak, saj si ti živ dokaz, da vsak lahko preživi, lahko vsak, ne. Zdaj, jaz sem bolj občutek, kdo jambra, bolj da noče delati, tako da jaz bom dal ljudem možnost, lahko delaš. In jaz mu ne bom nobene najemnine računal, nič. In se mi zdi, da to je en tak projekt, sej verjeten že obstaja, nisem jaz najbolj pameten na tem svetu, da bi se to spomnil, ampak noben mene, veliko imam raznih kar pritiskov, bom rekel, ki me kar motijo, za neke donacije nekem ljudem, za katere jaz menim, da bi lahko ših dobil, če bi ga hotel. Ne vem, 40 let star človek, če si zdrav, mislim, lahko pride k trtlele na vrt delati v končni fazi. Si praviš zaposlil študenta. Bi najdel, ne. Tako da sem si rekel, da bom vsakmu možnost dal, bom rekel, če češ lahko prideš in veš tu z nekim dobrim marketingom,
bi tudi, ne, rečemo, da imaš kure, tiste jajce, moja mama 4 evre, 10 za 10 jajc plašuje, ki so kao čist bio, ne. In to se lahko tudi kure ima, da se sprehajajo, narediš kamere, da ljudje vidijo, da te kure so res na prostem. Sicer problem je zaradi lisic, mogoče bi mogel vse v mrežo dati, ampak bi bilo naravno in jaz mislim, če bi to polje še dal na internet, pa rekel, dajte kupovati tlele jajca, boste dobili domače, brez vseh dodatkov, pa še ljudem pomagate se z neke stiske dobiti in to se mi zdi tak zanimiv projekt. Socialno neko podjetništvo. Ne vem, kako bi temu rekel. Če ne obstaja še verjetno čist, tam sem ja. Tako bi bilo zanimivo, ja. Teh vrtičkov pa že veliko obstaja, tako da v bistvu ljudem se da nek vrt, sem je bolj spet. No, zakaj sem sploh to povedal? Hotel sem tebe vprašati, če si mogoče razmišljal, da bi mogoče ti v najem dajo neke vrtičke, pa glede, da imaš izkušnje, lahko še kakšno izobraževanje organiziraš, ljudje od tebe kupijo tale rastlinjak, pa tako naprej, bi to lahko nekako skrbel. Ja, to sem že razmišljal, to mi je, bom rekel, bi bila zanimiva ideja, pa če treba narediti lepe vrtičke, nekako jih razdelati, koliko je kdo kaj od koga, no, mogoče neke zraven stvari dati, kot je neka lopa za orodje, pa se ima skupinsko orodje, pa vodo, pa polja lahko je skupinsko naročene sadike, ali pa se sam vzgajaš sadike, kakšno izobraževanje se ima, tako da, tukaj je sigurno. Deleč razmišljaš, kakor sem jaz. In društvo, in neka skupnost se sigurno gradi in sigurno bi bilo. Je zanimivo, no. Kaj tazga. A imaš sam tole zemlje, ali si še kaj tle tvojega? Sem tole zemlje, v bistvu tale vrt je 15 metrov krat 66, je prav vrta, pa pol tam še gor je malo, ne. Tako da 1000 evrov imaš. To je pač parcela, ki sem jo dobil in to je, bom rekel. A si se kaj pozanimal, so kakšne subvencije za take zadeve? Za to kvadraturo ne, to sem jaz daleč premejhan, oziroma rabo bi 1 hektar vse skupaj in nimam. In to je pa omejiti, mislim, to krabiš, no, da se sploh kam prijaviš. Samo ti, ki si mlad, bi tu znal fino izkoristiti, ker veš, ja, sem tudi še tu so subvencije ogromne. Lej, poznam zadeve, delajo ljudje štale za 2 milijona evrov, pa tako naprej. Pa enkrat, ne smem preveč povedati, da nam koga v težave spravu, ne. Pa k mojem bratu je prišel po te betonske izdelke, ne, kvadre pa to dela cevi, tlako, cerobnike, ne, pa se malo pohvali bratu, ne, da je subvencijo dobil in da bo zdaj veliko štalo delal, ne. Brat priprav, koliko procentov pa tu subvencionirajo, ne. Pa je rekel, mene 130%. Je rekel, brat, kako 130%? Je rekel, jaz bom še bajto zraven delal, pa bom bolj računal se na bajto dobu, ne. Bom zidarje dobu, mi bo delal in štalo in bajto, ampak na računu pa bo se štala pisane, tako da pol se eni še malo znajdejo, ne. Tako da, mislim, to so ogromni denarji, ti se tle matraš za teh 15.000 evrov, da zaslužiš, kar je super, vse pohvalno, ampak te subvencije v kmetijstvu so ogromne. Sem še zmeraj ta kmet sigurno veliko površine, pa ne vem, koliko glav živine, pa samo tega se preživi, pa malo išče luknje, ne, mogoče jaz nisem tak, da bi zdaj pa. Samo mogoče lahko kupiš kmetijo, dobiš kakšno subvencionirano obrestno mero, zdaj malo težji, ne vem, mi smo za te apartmaje, ki smo na Golteh kupili, smo dobili kredit 1,8%, ne, to je inflacija večja, ne, bistveno in mogoče kakšna priložnost, kdaj vidiš se kakšne zadeve čez poceni prodaje. Bolj se vidim, da bi šel ne šert vrt, ampak bolj, bom rekel, rastlinjak ali pa druge izdelke, ne. Tam mi je bolj iskati priložnosti, no, z vrt je pa mogoče tudi zanimiv, da pa lahko ali kakšno reklamo posnameš, ali da moj vrt deluje kot nek salon za, bom rekel, izdelke, za rastlinjake, ne pride stranke sem si pogledati.
imaš prav, ja. Pa ja, mogoče jaz kot vrtnar, ki prodajam rastlinjake, sem mogoče bolj zanimiv ali pa bolj mi mogoče ljudje zaupajo, ker on ima rastlinjak in v njemu tudi vrtnari vsak dan. Ne. Mogoče je ta drugačna perspektiva, kako stranka me dojema. Ja, no, sej vrt najbrž imaš prav, ne moreš v nedogled širiti, ker pol, če bi pa zdaj ti direktorja špilov, pa nič delal, pa že ne bilo več rentabilno, ne. Ja. Daj mi pol še tole povej, jaz sem te na TikToku najdel, ne, kako si se pa za ta TikTok odločil, zaradi promocije tega, ali je kaj drugega? V bistvu je me sestra prepričala, da to jaz moram iti gor, ker to je zdaj v trendu in ampak zaradi vrta ali nasplošno? Mislim, ja, zaradi vrta, mislim, da je neka priložnost nova, bom rekel, ne, na vsake toliko se nekaj novega, hočemo reči, nekaj premakne, ki lažje mogoče priješ do nekega dosega ljudi, pa se predstaviš. Tako da ja, sem pač začel, so bili neki dobri odzivi, tako da ja, zdaj sem spet malo nehal, pa zdaj bom spet začel, smo že imeli par snemalnih dni. Tako da ja, no, bolj zaradi promocije predstavljanja. Kaj pomeni snemalen dan, to kaj ful kompliciraš ali na hitro posnameš? To je... Ja, vnaprej sem malo pripravil scenarije, če se rabi kakšne pripomočke. Se sam snemaš ali kdo drug? Drug. Sestra ali pa še tako prijatelji ali pa tako kaj. No super, da imaš pomagača. So oni skoraj še bolj kdaj motivirani, kdaj gremo snemati, tako da sem vesel, da imam tukaj, bom rekel, zunanje pomoči. Pa misliš, da si dobil kakšno stranko prek TikToka? Ali kako si dobil vse te stranke, ki zdaj imaš? Ker to je pri vsakem poslu največji problem, ne, dobiti ta prve stranke, ne. Rečemo, jaz se s to optimizacijo spletnih strani ukvarjam, mi imamo zdaj strank dost. Ni treba nam se reklamirati, nič, imamo dost. Ampak to je zdaj, ko sem jaz pa tu začel, je bilo pa težko. In te prve stranke je težko dobiti, pol, jih imaš par, jih imaš, une še komu povejo. Pa gre, začetek je pa najtežji, ne? Na začetku sem imel, prvo leto sem imel 2 stranke, recimo. 2 rastlinjaka, to je bilo 2 leti nazaj, ne. 2 stranke, 2 rastlinjaka si prodal? Ne, se ena stranka, o rastlinjaki govorim. O rastlinjaki. Jaz sem za zelenjavo, moram reči, da sem prvo leto sem razpisal 15 gajbic, je bilo zasedeno, bom rekel. Ne bom rekel takoj, v 2 mesecih sem upolnil, pa sem že dosti zgodaj začel, z januarjem. Reklama je bila pa kaj, TikTok ali kaj drugega? Reklama je bila takrat samo Facebook in Instagram. Pa od ust do ust je šlo malo, tako da prvo leto sem tako, da če grejo po rastlinjakih, pa ne vidim tudi, mislim, moraš dobro izkoristiti vsako, tudi prodajo, moraš potem lahko naprej izkoristiti, tako da bi mogel malo bolj tudi dodelati sam sistem, da nekdo priporoča prijatelju, pa mogoče bi kakšno korist, ali pa da vsako stranko bi vprašal, iz kje je prišla. Ne? Ker zdaj jaz ne vem, ali je zaradi TikToka prišla, ali zaradi Facebooka, ali ker je nekje nek članek o meni napisan, ali je prijatelj mu povedal. Ne? No, jaz bi ti siguren svetoval, da zoptimiziraš zadevo in prideš visok pod rastlinjaki, ker smo to enkrat že par let nazaj delali za eno stranko in tu se kar veliko išče na mesec. Ne vem zdaj točno na pamet, ampak se to znaš preveriti, v načrtovalniku ključnih besed, in zdaj, če tam išče 2000krat na mesec, to je 2000 potencialnih strank. Smo pa mi eni naši stranki, to je en, ki ga tudi dobro poznam, naredili spletno stran, ne dela direktno rastlinjake, ampak mogoče en delček od rastlinjakov, ali se ne spoznam na te zadeve. No, in kar neke velike firme kličejo, da bi on za njih tu delal, ampak on ima to popoldanski SP in ne more tukaj narediti, ampak on mi je rekel, to so njegove besede, rekel, ne moreš verjeti, ko ena spletna stran ti lahko prinese. Ena firma celo z Hrvaške je rekel, jaz bi lahko, ne vem, 3 šiht pustil, 3 zaposlil, pa samo za njih delal. Rekel sem že malo prestar, se mi tu ne da, je mojih let. Tako da, ta optimizacija, jaz sem prepričan, da bi ti prinesla.
Ja, to vem, da je še veliko priložnosti. Se je pa že poznali, recimo prvo leto sem si sam neko stran naredil, pa ni bila tako, ni tako dobro izgledala, ni bila tako optimizirana, tako da zdaj, ko imam od lani novo, se dosti več dogaja tudi na strani, no, in se vidi, da gre, bom rekel, v neko pravo smer. Mi pa ja, časa zmanjka za kakšen članek napisati ali pa še kaj tako narediti. Ja, sem verjetno bi pa, če bi se temu malo bolj posvetil, bi še več potenciala izkoristil, ampak se mi zdi, da grem lepo organsko nekako rastem in če greš grem s časom, je čisto v redu. No. Je pa, če greš prehiter, je pa živčno, pa da napake začneš delati, pa tudi verjetno najboljš tako, ja, da nadaljuješ. Mislim, je v redu, sproti se učim in ja, vidim, kaj deluje. Jaz sem danes na Facebooku povedal, da bom s tabo v intervju in sem vprašal svoje sledilce, če imajo kakšno vprašanje zate. In teh vprašanj je kar nekaj bilo, no? Tako da jih bo šla mačken čez. Pač tisto, kar veš odgovor, mogoče vse ne veš, ne vem, so razna vprašanja. No? Eden je se čim pošpricati v šivo zelje. Aha, še to povejva. Ti delaš, to sem tudi pozabil. Ti delaš vse na bio, ti tudi praviš s strojem, nekaj to pomeni, da sam malo z matikco prekoplješ ali kako? Jaz smo take široke vile, s katerim v bistvu prezračam tla, malo razbijem grude, drenažo zboljšam, pa velikokrat kompost še gor dodam. Ne. V bistvu je to edina obdelava tal, pa potem, da zgrabljam in to poravnam. Ne. Ni pa nezga obračanja, drugače pa nimam nič certificirano ekološko, biološko. Ja. Ne špricam pa z ničemer. Zdaj smo tako mehno bazo strank, da želim, bom rekel, na zaupanje oziroma z objavami povedati, da je to naravno. Vse lahko imaš certifikate, pa lahko kako sfejkaš po mojem, če češ, ali ne? To tukaj ne poznam, ker se ne želim v to upletati, ampak ja, špricam z ničemer oziroma uporabljam sem alge in to je edino, kar uporabljamo. Daj mi sem še to povej, kaj praviš ta obdelava. Se pravi, z vilam in kako globoko tudi zemljo sploh, bom rekel, kako globoko greš v zemljo? Par centi? Ja, te vile so tako globoke, ne? Se pravi, 20 centi, 25. Ja, recimo. Ampak tu preštihaš ali kako s tem vilom? Ne, to je sem v bistvu toliko, da nazaj dvignem, da povrhnica malo razpoka, pa da se tako zrahla zemlja. Se pravi, zapičeš pa malo potegneš se. Ja. Nobenega obračna, vile so pa glih široke 60 centi, moje grede so široke 75 centi in glih lepo pride, bom rekel, po diagonali. In kaj je boljš, kot tisto klasično, rečemo tako, kaj jaz frezam? Pri tistem klasičnem se obrne tudi staro seme gor in je lahko še več plevela čez čas. Jaz tukaj ves čas dodajam kompost, s tem povečujem organsko maso v tleh. In v bistvu ta kompost se prav, ko sem prvo leto ga dodal, je prav, bom rekel, kar zginil malo v to primarno zemljo. In čez čas zdaj, tretjo sezono, se prav vidi, koliko je zemlja bolj rahla, taka lepša, no, boljša za obdelovati. Se pravi, boljša za obdelovati, tudi kaj, boljš raste, manj je plevela? Manj je plevela, ja. Več mikrobiološkega, bom rekel, tudi delovanja. S tem, ko mi obrnemo, preštihamo, prekinemo to delovanje in pač obrnemo. Klep v bistvu želimo zemljo čim bolj primeru pustiti, čim dlje zasajeno, čim več zasterke. Torej, da v bistvu to nekako ščiti in da jo rastlina, ki go raste, hrani to zemljo. Drugače, verjetno se moraš tudi malo glede tega malo izobraževati, bereš kakšne knjige, gledaš YouTube ali kako? Ja, na začetku je bil YouTube, potem sem pa videl, kdo so, bom rekel, glavni 2-3 na svetu, pa tudi v Sloveniji, no. Pa imam zdaj 10 knjig, ki sem jih na začetku prebral, zdaj pa bolj ko ne prakticiram, no, te zadeve. Se strinjaš s tem, da je v knjigah veliko znanja? Ja. Če bi ljudje namesto televizijo gledali knjige, kakšno knjigo, ki sem imel, eno je bilo res skoraj poslovni načrt, kako vrt dizajnirati, kako delati stvari in po tisti knjigi je tudi vrt narejen. Vse grede enako velike, koliko široke grede, kakšne potke, zelo smiselne stvari, kako neke rotacije delati, kolobar. Je že na pol znano skoraj.
to reči. Se pravi, se moraš pa skozi izobraževati, drugače ne gre, ne? Skozi izobraževati pa tudi testirati sam, ne? Ker zdaj, kaj je on v knjigi napisal, kaj je v Ameriki delal, ne? Je drugače kot tukaj, drugačna klima, drugačna zemlja, drugačne mogoče orodje se tam dobi, ne? V bistvu moraš vsak v svojemu konceptu delati stvari, ne? Super. Zdaj šlo pa na vprašanje, sam pogledam, če vse snema normalno, da nisem živčen. Snema 35 minut sva. No, zdaj se pa nazaj na vprašanje vrneva. Prvo vprašanje je bil, se čim pošpricati ušivo zelje? Ušivam tudi jaz zdaj na blitvi. Dvakrat sem probal s temi algami, ki sem prej omenil pošpricati, pa ni nič kaj boljš. Sem pa lani šprical enkrat s koprivami, namočenimi tam do 24 ur, več ne sme biti. In se s tem pošpricati, tako da to bom zdaj probal. In to naj bi delovalo, no. To je zdaj, bom rekel, teh naravnih. Zdaj, kaj iti v zadrugu kupiti, to ne bom, ne vem povedati. Kako bramorja in strune spraviti iz vrta? Bramorja na srečo nisem imel. Bramor je kaj, to neka žival ali kaj? Ja, žival gor leze po vrtu in kar lahko odščipne celo sadiko in pač sadika itak propade. Bramorja kdaj lovijo v kakšnih takih, kot da bi rekel, tale žleb dal in ko pade v žleb, ne more več gor splezati, ker pač mu drsi. Ali pa da se kakšne posode nastav, kdaj ga tako lovijo. To je, bom rekel, da jaz vem, da tako še kakor to učinkuje, ali pa sadiko skoraj vsako zaščititi. Zdaj, če gre za 5 paradižnikov, se to da, zdaj pri meni, ki jih imam 180, to ni, ne. Pa kaj sem imela strune? Strune sem imel po prvo leto, mi je uničilo tam 30% solate, recimo. Kaj so to sploh strune? Strune so pa take majhni črvički? Tako eni črvički, take, ki so v zemlji, take oranžne. Pa grejo v bistvu, pojejo korenino in se sadika posuši. Tistega pa tudi nisem nič tretiral, karkoli, sem pač pustil in ne vem, kako bi zdaj to vse tretiralo. Neke predloge sem dobil, da ne, meni zakopljajo krompir v zemljo, pa grejo strune na krompir, pa potem krompir stran vržeš. Se mi ne zdi to toliko praktično, vsaj pri mene, no. Lahko pa kdo doma proba. Kako se boriti proti rdečim polžem? Polžev sem pa letos, jih je bilo res veliko. Jaz sem drugače tako pravilo, da če ni veliko škode od nekega škodljivca, bom pustil primer. Zdaj, če govorimo o 10%, da ti nekaj unič, pustim primeru tako, kot je. Zdaj, če je kaj več, pa probam iskati, bom rekel, rešitve. In za polže jih je bilo toliko, da sem šel v zadrugo in za ekološko pridelavo kupil neka zrnca se dobijo. In nisem šel po gredah tega sipati, ampak sem okrog vrta, ker moj vrt je glih nekako obdan s travniki, pa je not veliko polžev. Tudi v zgornjem delu imam nekaj lesenih palet, pa se skrivajo spodaj, pa tam cisterna za vodo se skrivajo spodaj, pa razmnožujejo. In sem tam okrog to posipal in zdaj se je malo že umirilo, pa malo bolj redno kosim zdaj okrog, da ni toliko vlage v travi. In s tem se je izboljšalo, no. Drugače pa, če čisto štartaš v jamo, se jih mogoče gre celo ročno poberati zgodaj zjutraj ali pa zvečer. To je to, no. Naslednje vprašanje. Liste od paprike mi nekaj objeda, pa nič ne najdem. Tak je bil vprašanje, bi to znal odgovoriti, če veš, če razumeš. Ne bi. Mislim, tudi jaz imam kdaj kakšen list, je obgrižen, pa karkoli. Kako se znebiti hroščev in polžev na naraven način? Za polže si že povedal, kaj pa hrošči? Zdaj, če govorimo, verjetno, ne vem, koloradski. Ta gre najraje na krompir, pa potem tudi na malancane. Jaz sem jih poberal, ročno poberati, spodaj liste gledati, če so kakšne ličinke na novo in spet, če smo dosti zgodaj,
se lahko rečeš. Samo lani jih je bilo kar veliko, na malancanih, pa ko sem dosti, bom rekel, redno pa zgodaj to naredil, jih potem ni bilo več. Ne. Tu se spomnim, kot otroci smo mi od krompirja pobirali, koliko je bilo tega, ne, mislim, pa to je tudi delo ogromno. Lani je bil glih sosed krompir in ko ga je pobral, so šli vsi hrošči pa lepo meni na malancane. Ne. Zaznort, ja. Kako odpraviti plese na paradižniku? Ja, če se enkrat že pojavil, najbolj liste mogoče kar potrgati, tiste, kjer je plesen gor, dobro prezračiti, torej paradižnik mora imeti ves čas neko dobro zračnost, da ni torej vlage, ne mara vlage. V bistvu to je to. Ko se enkrat pojavil zdaj nekaj velik špricati, se skoraj ne da rešiti. Boljš porezati liste, ki so boleli, pa stran vrčiti, pa pol bo sadika s časom, ko se je prišla. No. Zakaj pa je fora tega paradajza, da mora biti gor pokrit ali pa v rastlinjaku, rečemo, ne, ki ga imaš tu tukaj v rastlinjaku zaradi te vlage? jutranje rose, ker ne mara vlage in tam z vlago se tudi bolezen pride. No. Bolezen pride, ja, tu je. Zato ima večina ljudi je tudi ima kakšen zimprovizirane, kakšne strehce. Tako imamo pri nas, ja. Tako je. En sprašuje, kako do debelega česna. Česna pa še, enkrat sem ga posadil prvo leto, pa mi ni dobro rato, zdaj ga pa kar nekako nisem. Se držim bolj čebule pa pora, tako da točno ne bi vedel, no, da zdaj da rečem. Kaj točno narediti, no. Česen hoče bolj tako, ne glih najbolj zemljo, če mu prav spomnim. Eni pravijo, da mora tako bolj pusto zemljo. Pa ujet moramo malo se tudi pri čebuli, ne, kdaj damo čebulček not, pa pol paziti proti muhi, da ne pride, pa tako ne. Peruju sem bil pred 20 letem še več v enem mestu, ki je znan po goji, da so gojili česen, ne, in menda, da tam ful dobro uspeva, tudi malo višje, ne, to pomeni mogoče, da je škodljivcem, ne, pa bolj suhuje. Tako da to, kar vem, kar je povedal. In meni ta česen po celem svetu izvažajo, ker je tam tako dober. Lahko da me nasral sem tako. Povem. Kako vzgojiti divjo češnjo s peškami? To je sicer sadje, ampak dal sem vprašanje, če slučajno veš. Ne, to veš, to je čisto druga. To je že druga. Skoraj panoga. Ja, vse je druga panoga. Tu je pa tudi mogoče ena od stvari, ki želim tudi začeti. Ne? Torej, sadjarstvo. Pa ne zdaj na veliko, bolj za doma. Torej, da jaz neka samoskrbo tudi sadim. No? Tako da to bom... Sam pol je problem, pride pozeba, pa ni nič, rečemo, predlanskem se spomnim, tista huda pozeba. Kaj je tu, mislim, bogi ljudje, ki so čisto odvisni. Ja, odvisni, pa ki tudi repetajo skozi, ne, mislim. Že letos je bilo. Tudi, če na koncu ni pozebe, je bil 2 meseca živčen ali ne bo, ne, tako da grozno je to, ne, moj oče. Zmeraj leta pol gledati, pa ti vremensko zgleda zaradi pozebe, pa pol, če tam na meji, pa pred zgodaj zjutraj že leti pogledati, mislim, pol pa je živčen, ali je bila, ali ni bila, traja par dni, da vidiš, ne, tako da... Tisti, ki živi od tega, ne, je to res živčno. Dali več problemov, ker zdaj pa že par let tako. Že par let, ja. Pol en je napisal mečken daljš, ampak je spet malo tudi na zelenjavo. Kako naj se znebim voluharja? Naselil se je na novo posejano travo in mi dela luknje. Zatlačila sem pasjo dlako. Baje, da ga odganja, ampak se je prestavil niže in me skrbi, da bo pogrizel korenine od kosmulje in malin. Čeprav mi maček vsaj vsak dan prinese od 3 do 7 voluharjev na prag, se tega hudiča ne morem znebiti. Prosim za pomoč. Težko vprašanje, ne? Ampak če maček 3 do 7 voluharjev na dan prinese, bi že moglo, tiho od soseda.
velikokrat se mi zdi, da pri škodljivcih hočemo kar neko sterilno okolje narediti, pa če smo v naravi, ne, morajo tudi oni biti, so del tega. Sem imel tudi jaz, recimo voluharje prvo leto, pa spet nisem nič naredil, par sadik je šlo. Ja. Luknje še zdaj, ki je vidim, sem pač ne naredim nič, zdaj nočem nekih vab, pa karkoli, tako da spet nimam rešitve, kaj narediti. Sem zdaj, če je to na travniku, se mi zdi naravno, da mogoče je tam, ne. Ja. Samo mogoče, če nič ne narediš, imaš prvi let 2, drugi let pa 10. Ja, jih je pa že 10, ja. Jaz mislim, da tele gospe, če bo maček tako pridno nosil voluharje, bi moglo biti. Ne bo tak hud problem. Kaj sadimo, ko poberemo krompir iz zemlje? Se pravi, tam, ko krompir posadiš, če prav razumem, kaj ga potem pobereš, kaj lahko gor posadiš? Načeloma bi jaz rekel karkoli, no. Velikokrat hočemo iskati neke dobre, slabe sosede, pa neke kombinacije delati, sem načeloma... A to ti, kaj gledaš sosede, kaj so pa to? Sosede, čist nič. Nič ne gledaš? Ne. Mislim... A gledaš pa kaj drug let posadiš tam, kaj je bilo prej, mislim, se pravi, za drug let boš gruntu, kaj boš tle posadil? Ja. Jaz naredim že decembra, ali pa že prej novembra, cel plan za saditve za naslednjo leto. Točno vem, kje bo kaj, kdaj približno bo šlo ven, kaj bom naslednjič že zasadil. Tako da ja, v bistvu že tako načrtujem, dobrih, slabih sosedov, kle ne gledam, se mi ne zdi smiselno, pa tudi no, se kle imam tri grede korenja. Drugače je vrtič, ker so to domače, ne, ker je res mogoče na eni gredi 5 različnih sort vrst zelenjave. Tudi se mi ne zdi, da bi tukaj zelenjave drugo na drugo vplivali, ne. Kdaj mogoče ljudje morajo bolj, oziroma prva stvar je, da v pravem času recimo posadiš. Kaj tu pravi čas? Običajno ljudje prehiter sadijo ali Običajno prehiter, ja. Ne. Običajno prehiter. Že začetek aprila se že sadike paradižnika prodajo, ne, pa posadijo, pa isto spet, ko so prej za drevje govorila, so živčni, ali bo ali bo, ne vem, pod 5 stopinj ali ne bo, pa svečno odpržigajo, pa... Ja, občutek je fini, ne, ker imaš hiter paradajz, pa lahko domač ga ješ, ne. Ja, tako da ja, sem... Ne, pa prve redkvice pa take zadeve, ne. Si jih najbolj vesel v njih ta prvi. Ja, to je res, je pa tudi tako, ne. Kasneje, ko posadimo, hitreje bo tudi rastlina zrasla. Če mi sadimo 3 tedne kasneje, bo mogoče ta rastlina zaostajala samo en teden za tisto, ne. To je res, ja. Tako da ja. Ko si ravno omenil tale koren. Koren se dostikrat naredi, da ven ne pride, saj pri nas je to. Kaj je to napaka? Ja. To je najbrž... Velikokrat je torej sama kaljivost, pa zdaj ni nujno semena, ampak da ni dosti vlage, ko to posejemo. Torej tudi, če se zalije, lahko pa hitro, ne vem, sonce pa tako. Tako da velikokrat se zdaj kar prakticira, oziroma je nek trik, da se poseje, zalije in gor se da karton, ga obteži in ta karton bo zadržal vlago spodaj. Jaz zdaj tudi kar glih te 3 grede, ko sem sjal, sem dal kar črno folijo čez. In pol je treba pač malo bolj biti pozoren, kdaj vzklije, ker je treba pred to folijo stran in je bo super vzklil. Vidim, da super raste, ja. To je bilo to vprašanje, kar so jih sledilci zastavili, mogoče so še kakšnega, ampak jaz sem tole do pol ure, preden sem začela ta intervju, se pogledal. Zdaj bo mogoče za na konec, če imaš pa še ti kakšen dober nasvet za vrtnarjenje, ker nisem jaz vprašal, jaz se toliko na to ne spoznam, jaz sicer tisti vrt, ki ga ima oče, sem bolj frezam, ne, druge stvari se pa ne spoznam, tako da mogoče, če daš lahko kakšno vrtičkarjem, kakšen dober nasvet. Glih to mogoče da probati, en del ne prefrezati, pa dodati kompost, pa mogoče začeti obdelovati torej brez prekopavanja. Pa imeti mogoče kar primerjavo direktno leva, desna greda ali kakorkoli, pa se vidi pol, kaj bolj zraste in kaj tudi lažje mogoče za obdelovati, ne. Ker frezanje je veliko
dela, ne, pa tudi tvoje posnetke sem gledal, si v jesen frezal, pa še spomlad, ne. Ja, tako me oče potera, tako da še kdaj spomlad dvakrat. Letos sem dvakrat spomlad, ker sem sfrezal, pol je pa malo dež padal, pa je bilo spred trdo, pa sem me poteral. Ker dež pade, pa pol kar skorja rata, čist trdo, ne. Kle pri meni pa tega ni. V bistvu te skorje se nikoli ne naredi in zemlja je skozi, bom rekel, v neki dobri kondiciji, ne. Tako da za domače vrtičkarstvo bi, ja, sigurno predlagal, da se to proba. Super. Meni recimo osebno je zelo všeč tako sama vzgoja sadik domačih, tako da. Si dal dobro idejo, ne, ljudje najprej en del, da vidijo, kako Ja, je, se ni da treba vidijo vse, razliko, ne. verjamem, da kdo ima neko, je bil naučen, ne, je pa treba preštihati ali pa prevrati, ne. Tudi jaz, ko sem tu začel, sem se prav z enim kmetom pogovarjal, na enem sestanku sem bil. Je rekel, ti nič ne veš, ne. 5-krat me je vprašal v 1 uri sestanka, če bom preoral, in ko mi je zadnjič rekel, je pa boš preoral, sem mu na koncu rekel, bom, sem da je bil mer, ne. No, ampak vse stvari grejo naprej, se spreminjajo, ne, ker prihaja neka nova znanja, neke nove zadeve, ki jih prej ljudje niso vedeli in ja, vse gre naprej. Tako, mislim, ta znanja so v bistvu bila že daleč nazaj. V bistvu se je tako delalo, se mogoče pa s to mehanizacijo, po večjem številu prebivalstva, ne, se je reklo, na ta način se da tukaj več predelati, ne. Se mogoče na dolgi rok se ni tako razmišljalo, oziroma se zdaj, ko me vidi posledice, ne, da je mogoče tako boljš delati. Še kakšen hiter nasvetek mogoče? Hiter nasvet. Da biti reden pri plevelu. Torej, da tudi, ko je čist mehen, iti mogoče čez z nekimi temi orodji, ki jih tudi jaz jih najdem, mogoče pri meni na spletni trgovini. V trgovini še ne. Tako, na Facebooku, ko jih uporabljam, no, ker res se pozna, če greš na 3 tedne čez, pa malo zmotiš samo kalitev, samo rast mehnega plevela, ne, da ne zraste plevel, kot je, ne vem, že ta, pa potem gre to v cvet, pa vrže seme, pa je drugo leto še več plevela, ne, tako da. To je letos sem začel še malo bolj prakticirati in ja, se že pozna, da je, bom rekel, dost manj plevela, no. Kaj si rekel, kompost daješ, ne? To se kupal, kako? Kompost sem 2-krat do zdaj kupil, da sem res dodal prvo leto 15 centi na grede. Zdaj bom pa dodajal samo po 2 centimetra vsako leto, nekje sem tukaj, da bom dodajal malo, bom rekel, organske mase, malo življenja vsaki gredi, zdaj pa probam svojega predelati, no. Aha, se glih to sem te hotel vprašati. Saj kompost je tista zadeva, ki imaš kompostnik, pa rečemo travo skozi mečeš noter, pol to rata kompost. Ja, sem velikrat pred tem sistemom, bom rekel, domačem kompostiranju, velikrat se dela napako, da se dodaja samo zeleni material. To je dušični material, to je glih travni odkos, ostanki z vrta, zeleni deli, potem kuhinjski odpadki, ne, in to je tak moker material, na koncu pride. In se dosti zbije in pride do pomanjkanja kisika notri v kupu in v bistvu material začne gniti bolj kot ne, in ne pa se pravilno predelovati, tako da jaz dodajam recimo žaganje vmes, ki je pa ogljični material, lahko bi se dala slama, listje in v bistvu se te dva dušični in ogljični material mešata, da pride prava tudi tekstura na koncu, ne. Veš, to je zelo dobra informacija. Tako. Super. Ja, nič, mislim, da so bila kar izčrpna. Tako da hvala ti, da si se vzel čas. Ja. Želim ti še veliko uspeha s tem vrtom. Vi gledalci, pa če vas karkoli zanima, pa Janov vrt, vtipkate v Google, njegova spletna stran, tam imaš tudi povezave do Facebooka in vse, če se ne motim, ne. Tako da si poglejte. Če imate pa kaj za vprašati, pa če bojo v komentarjih vprašali, boš odgovoril. Bom odgovoril, ja. No, evo, se vidite, imate tle možnost, tisti, ki ste zamudili, lahko vprašate, pa bo on odgovoril, tako da zastavite v komentarju. Nič, hvala, Jan. Hvala. Pa veliko uspeha. Enako. Super.